vsako leto ob začetku šolskega leta sprejmete v eni izmed radovljiških šol prvošolčke. Je to poseben dan tudi za vas? Ja, res je, letos je pa sploh še poseben, ker so drugačni pogoji, ampak moram reči, da konkretno tukaj v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta lahko rečem, da je bil tale sprejem prisrčen, da so bili starši, ker je bilo na zunanjem prizorišču, da so bili starši prisotni skupaj s svojimi najdražjimi in ugotavljam, da ko so potem odšli v učilnice, da ni bilo tako velikega šoka, ko so otroci zapustili starše. Moram pohvaliti vodstvo šole, da se je odločilo za takle pristop, kajti v zaprtih prostorih vemo, da bi morali starši ostati zunaj, tokrat so bili pa skupaj in čestitam za tak uvodni prvošolski dan. Za nekaj dneh pripravljate varno pot v šolo, da boste malčke varovali vsaj 14 dni, da se navadijo, kako hoditi v šolo. Ja, mi smo v bistvu že 14 dni pred pričetkom šole označili stožci te varne šolske poti. Seveda sem danes opozoril starše, vse ostale udeležence v cestnem prometu, da smo starejši vzgled najmlajšim in da morajo veliko pozornosti temu nameniti. Seveda zdaj od danes naprej bomo pa intenzivno iz prvega tedna pa do konca meseca potem to intenzivnost pač zmanjševali. Na vseh prehodih, teh, ki so na šolskih poteh, imeli naše redarje, policiste, gasilce, prostovoljce, ki bojo pomagali tem otrokom varno čez cesto. Najbolj mi je pa to, da se nobenemu ne bi nič pripetilo v cestnem prometu in upam, da se bo to zgodilo in da bojo v tem mesecu pridobili tudi toliko znanja in pa izkušenj, da bojo lažje, pa ne sami prihajali v šolo, ampak da se navadijo pač tega cestnega vrveža. Tudi za vas je prvi šolski dan poseben dan, sploh pa v letošnjem letu, ker so pravila iz Ljubljane. Ja, letos je sprejem prvošolcev nekoliko drugačen kot prejšnja leta. Prejšnja leta smo vedno učence skupaj s starši sprejeli v šolski avli. Letos pa zaradi vseh teh priporočil, zaradi COVID-19 smo morali pač prilagoditi in smo uvodni sprejem priredili tukaj na šolskem dvorišču, tako da so bili prvošolci skupaj s starši. Po uvodnem nagovoru pa so si učenci šli ogledati predstavo Pika Nogavička v avli. Po predstavi bodo šli še z razredničarkami za nekaj časa v učilnice, kjer se bodo spoznali z učiteljico, potem pa okrog 11 jih pa starši ponovno pridejo iskat v šolo. Koliko prvošolčkov je danes stopilo čez šolski prag? Tukaj v matični šoli 78, potem na podružnični šoli v Mošnah 18 in v podružnični šoli Ljubno 7. Koliko pa je vseh učencev v letošnjem šolskem letu na vaši šoli? Ja, letos je pa številka največja po sigurno več kot 10 letih in sicer smo da 997 učencev. Malim prvošolčkom so povedali, da bodo pač ob predstavitvi, da se bodo poleg učenja tudi igrali, imeli športne dneve, šli na počitnice. Seveda vse to spada zraven šole. Poleg tistega obveznega pouka, sploh učenci prvih razredov imajo tudi igro. V šolski pouk so vključeni tako športni, kulturni, naravoslovni, tehnični dnevi. Poleg tega pa učitelji preskrbijo še za kakšne dodatne dejavnosti. In seveda skupaj k tem dejavnostim velikokrat povabijo tudi starše, kar je pa zelo koristno, da starši dobro sodelujejo s šolo. Se strinjate z vsemi pravili, ko ste jih dobili na Brdu pred dobrim tednom, ko ste imeli sestanek vseh ravnateljev in pa z ministrico Simono Kustec?
Ne, z vsemi pravili se ravnatelji nikakor ne moremo strinjati, ker vseh pravil ne moremo 100% zagotavljati, a ne. Tako vsi ravnatelji vemo, da je nemogoč že prihod v šolo. Zdaj, ko je lepo vreme, bomo imeli še tukaj zunaj, da se zbirajo lepo narazen. Ko bo slabše vreme, bomo morali poskrbeti za garderobe, ker tam je pa distanco nemogoče vzdrževati, tisto 1,5 metra. Potem je problem jedilnica, kosila, skratka teh problemov za reševati. Zdaj s prevozi upamo, da bo rešeno, glede na to, da so učenci lahko da je avtobus polno zaseden z maskami, tako da so problemi ves čas, no. Hvala za pogovor in srečno. Hvala.